Slovenska demokratska stranka predlaga novelo zakona o kmetijskih zemljiščih po skrajšanem postopku, s katero se želi doseči odpravo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Zakaj gre? Namreč Državni zbor je letos spomladi sprejel zakon o kmetijskih zemljiščih, s katerim je uvedel odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. In sicer odškodnina velja tudi za tista zemljišča, ki so z prostorskimi akti občin opredeljena kot zazidljiva. Torej gre za zemljišča znotraj naselij, znotraj vasi, nenazadnje gre za zemljišča v poslovnih, industrijskih, kakor tudi gospodarskih conah, kjer so z zazidalnimi načrti ali z prostorsko-ureditvenimi pogoji, kjer je omogočena gradnja, vendar do gradnje še ni prišlo. Torej, ta novela, ki je bila sprejeta junija, predvideva odškodnino tudi do 25 evrov za kvadratni meter, ki jo mora investitor plačati državi. To je unikatna rešitev v Evropi, namreč nihče nima takšne odškodnine za spremembo namembnosti za zazidljiva zemljišča, ki pa so po evidenci še v kmetijski rabi. Zato v Slovenski demokratski stranki predlagamo odpravo teh odškodnin. Menimo namreč, da je zaščita kmetijskih zemljišč omogočena z prostorsko-planskimi akti. Torej v fazi sprejemanja prostorskih dokumentov se opredelijo določena zemljišča kot zazidljiva, se opredelijo določena zemljišča kot kmetijska in to je tisti korak, s katerim se zaščiti kmetijska zemlja. Če pa je enkrat določeno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo, pa nima nobenega smisla, da se investitor obremenjuje še z odškodnino. Naj omenimo tudi to, da je bila odškodnina predvidena za celotno parcelo, ne samo za tloris pozidave, kar pomeni, da bi enega povprečnega investitorja, ki želi graditi stanovanjsko hišo na zazidljivi zemlji parcele 10 arov, to obremenilo z 10 tisoč evri dodatnih stroškov pri gradnji. Da ne omenim, kako bi seveda Slovenija dodatno izgubljala konkurenčnost, saj bi se vsa zazidljiva zemljišča znotraj obrtnih, poslovnih, industrijskih con torej podražila, glede na seveda tudi kakovost te kmetijske zemlje in v najslabšem primeru bi to podražilo kvadratni meter zazidljive zemlje za 25 evrov. To je seveda nesprejemljivo, s tem se dodatno slabi konkurenčnost Slovenije in slovenskega gospodarstva, zato predlagamo črtanje teh odškodnin.